Vključitev Slovenije v Evropsko unijo je prinesla naši državi mnogo več prednosti, kot se jih zavedamo, kot jih morda priznavamo, spoštujemo in cenimo. Med te prednosti brez dvoma sodi prosto gibanje ljudi med članicami unije, kar nam omogoča, da brez kakršnihkoli težav potujemo k našim sosedom na zahodu, severu in severovzhodu, upamo pa tudi kmalu k našim južnim sosedom. Odprtost meja je pripomogla k navezavi ponovnih neposrednih stikov med našimi narodnostnimi manjšinami v sosednji Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Ti stiki in povezave odslej niso več ločene z mejami, kot smo jih največkrat omenjali kot oviro pri povezovanju in iz katerih so se napajali nacionalizmi večinskih narodov onstran meja proti slovenskim manjšinam. Danes prihaja v ospredje način komuniciranja med nami in našimi rojaki, saj je izmenjave informacij dokaj skopa in se pogosto osredotoča samo na pomanjkanje denarja za manjšine oziroma za njihov boj za dvojezične napise. V naslednjih minutah ne bomo iskali krivca za takšno invalidno komuniciranje in obveščanje, temveč bomo izpostavili nekaj primerov čezmejnega povezovanja v Prekmurju in Porabju na Madžarskem, ki lahko ljudem prinese tudi boljšo prihodnost. Te projekte je finančno podprla Evropska unija. Primer dobrih praks medijev in vloge novinarjev pri izvajanju projektov informiranja in obveščanja v okviru pridobljenih razpisov Evropske unije na državni in mednarodni ravni je pojasnil direktor podjetja za informiranje Murska Sobota in Radia Murski Val Dejan Fujs. Odkar je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, pa tudi že veliko prej se je pojavila možnost kandidiranja različne projekte, ki jih razpisuje Evropska unija ali pa ki jih razpisuje naša država na podlagi tistih skladov, ki prihajajo iz Evropske unije. In tukaj se je pojavila možnost sodelovanja v čezmejnem prostoru z različnimi društvi, zavodi, z gospodarskimi subjekti, ki pripomorejo k temu, da lahko lažje in z nekaj denarja z Evropske unije oblikujemo različne oddaje o čezmejnem življenju, spodbujamo udejstvovanje društev, spodbujamo udejstvovanje ljudi na skupnih akcijah, na skupnih projektih in tako še bolj krepimo narodno samozavest in pa zavest v tej krajih med reko Muro in med reko Rabo. V tem okviru nas je tudi zanimalo, če ti projekti ostajajo stalnica v življenju tamkajšnjih ljudi. Projekti ostanejo kakšno leto oziroma 3 leta oziroma 5 let, prav koliko traja sofinanciranje in koliko imajo trajnost. Ampak to je samo trajnost v okviru izvajanja projektov. Ko se nek projekt konča, ko mine njegova življenjska doba, to ne pomeni, da je konec tudi z vsemi rezultati in pa s produkti, ki smo jih skupaj dosegli, temveč se ti nadgrajujejo, bodisi skozi druge projekte, bodisi skozi začeto sodelovanje. Predvsem pa so v teh projektih pomembni stiki med ljudmi, ki jih navežemo skozi delovanja v projektih in pa tudi predvsem tisto, kar dosežemo z rezultati. Pa naj se gre za kakšno investicijo, ko organiziramo skupno uredništvo, ko organiziramo skupno prireditev, dogodek, spostavimo kakšno povezavo in vse to se nadaljuje in traja ne leto, 2, 3, temveč tudi 10 let. In nekatere akcije, ki smo jih začeli že leta 1998 ali pa 1999 iz projektov, ki so se začeli v času, ko je Slovenija šele pristopala k Evropski uniji, trajajo še danes. Iz Murske Sobote pa se sedaj preselimo prek meje na Madžarsko, v Porabje, v Monošter, kot se imenuje krajevno središče porabskih Slovencev.
Mađari ga imenujejo Šentgotard. Gre za tipično panonsko madžarsko mesto, kjer najprej pomisliš, da se je ustavil čas. Vendar pa je to samo prvi, prijeten vtis. Ob prihodu v izredno lep in prenovljen kulturni center Lipa obiskovalec doživi takšen pozdrav. Bog daj tu v Slovenskem kulturnem pa informativnem centru. Tako nas je pozdravila glavna in odgovorna urednica časopisa Slovencev na Madžarskem Porabje, Marjana Sukič. Ker nam je Porabje še vedno dokaj velika neznanka, so bile uvodne besede Mirjane Sukič namenjene opisu tega območja. No, v tem prostoru tukaj v Porabju pravzaprav živimo porabski Slovenci. To je zelo majhna skupnost, bi lahko rekli najmanjša slovenska skupnost v zamejstvu, kajti v 7 vaseh oziroma v Monoštru nas je tam nekje 3000 Slovencev. Po vsej Madžarski nekako menimo, da nas je še 5000 Slovencev. Po zadnjem popisu se je izreklo na Madžarskem za Slovence približno 3540 ljudi. To je pravzaprav slovenski živelj, ki je zelo dolgo bil odrezan od slovenske matice, kajti skupaj je živel le s prekmurskimi Slovenci do leta 1920. Od takrat je pa nekako živel tudi v senci železne zavese, bi temu lahko rekli, in zato tako jezik kot tudi slovenska zavest, v glavnem bi lahko temu rekli, nekako pešata v tej skupnosti. Starejša srednja generacija še govori domače narečje, mladi se sicer učijo knjižno slovenščino, ampak se je ne naučijo zadosti. Se mi zdi, ljudje se pa imajo za Porabce, se imajo za Slovence, ampak ta njihova slovenska zavest je vsekakor drugačna, kot je osrednja slovenska zavest. Tudi v Porabju so se madžarski Slovenci organizirali, da lažje nastopajo do predstavnikov večinskega naroda in do matičnega naroda.